Sedim na tujem kavču, kakor kip v sinonim. Sprašujejo me, če že spim. Vonjave cigaret in kozarci opojni. Neprijetni spopadi okonči. Nekje v kotu je slišati glas. Za njo je vredno trpeti ta čas. Edini trenutek je to, ko čutite moje telo, zarane me skozi uho tvoj glas. In če bi me tvoje dlani izbrale med temi ljudmi, bi se ta kraj spremenil v raj. Vendar čakam še malo tu, se prepustil bom upanju, da bi povedal ti vse želje, fantazije v nočeh, v katerih hodiš bosa po mojih dneh. Sedim na tem tujem kavču, v tvoje koži zadišim. Upam, da drugo jutro boš z mano ti. Edini trenutek je to, ko čutite moje telo, zarane me skozi uho tvoj glas. In če bi me tvoje dlani izbrale med temi ljudmi, bi se ta kraj spremenil v raj. Edini trenutek je to. Hvala, dobro večer. Luka Ivanović, Žiga, Luka na kavču, na stolih. Hvala lepa fanta, no z nami bosta tudi v nadaljevanju. Gospe in gospodje, dobrodošli na slavnostni razglasitvi najboljših poslovnih načrtov natečaja Podjetna Primorska 2014. Gentili ospiti, signore e signori, buonasera e benvenuti alla premiazione gala dei migliori progetti aziendali del bando di concorso Podjetna Primorska 2014. Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske je natečaj Podjetna Primorska zasnoval s ciljem spodbujati nastanek novih, inovativnih in tržno naravnanih podjetij na Primorskem ter pospešiti pretok znanja iz univerze v gospodarstvo. Letošnja 8. sezona natečaja je postregla z raznolikimi podjetniškimi idejami, za katere verjamemo, da bodo v prihodnosti prinašala nova delovna mesta in seveda tudi prispevala k razvoju naše regije. V sodelovanju z Univerzo na Primorskem smo letos še posebno pozornost namenili študentom, mladim podjetniškim upom, ki nas bodo v prihodnosti lahko popeljali k uspešnemu razvoju celotnega slovenskega gospodarstva. No, tudi letos pa smo k sodelovanju pritegnili številne gospodarske družbe, podporne institucije za podjetništvo in medijske pokrovitelje, ki so prispevali v nagradni sklad natečaja in seveda tudi k sami organizaciji. Podjetnike, uveljavljene in tudi bodoče, seveda podpirajo tudi pri mestni občini Koper, zato je našemu županu iskreno žal, da se ni moral udeležiti te slovesnosti, saj veste, v teh dneh ima veliko dela, zato se vas pozdravlja in vam želi veliko dobrih idej, predvsem pa uspehov. Današnji dogodek pa sicer začenjamo s pogovorom s podjetnico, ki uspešno povezuje svojo ljubezen do morja in znanstveno raziskovalno delo s podjetniškimi izzivi v družinskem podjetju Fonda Pikasi. To je dr. Irena Fonda, ki piše zgodbo o uspehu že nekaj let. No, pogovor pa bo vodil magister Andrej Medved. Spoštovani finalisti, čast mi je danes, da lahko spregovorimo nekaj
besed z doktorico Ireno Fonda, ki prihaja iz družinskega podjetja Fonda PKC.do in se zahvaljujem za vaš čas, ki ga je namenila nam, namesto da bi verjetno delala v podjetju. Vemo, da je vsaka minuta zelo dragocena. No, naj vodoma vseeno povemo še nekaj besed o kolegici Ireni Fonda. Namreč ponaša se s koreninami v območju Pirana, s tradicijo ljubeznijo do morja, ki se prenaša že več desetletij skozi generacije. Vendar zelo pomembno je to, da pomemben vidik v njeni zgodbi je visoko strokovno znanje z področja morske biologije in prehrane. Namreč vsi trije člani družine, se pravi oče, pokojni in pa oba otroka, Irena in Dejan, so diplomirani biologi, medtem ko gospa Irena tudi doktorirala z področja molekularne biologije. Irena, popravi me, če bom kaj povedal narobe. Moto podjetja je ljubezen do morja, predanost do odličnosti. In zakaj smo Ireno povabili med nas? Namreč zato, ker jo smatramo kot primer dobre prakse, prenosa in komercializacije znanja, inovativnosti, rasti in razvoja podjetja, internacionalizacije in trajnostnega upravljanja. Namreč ravno to so tisti kriteriji, to so tisti vidiki, kvalitete perspektivnega podjetništva v luči, kot si vemo, na znanju temelječega gospodarstva, ki ga narekuje Evropa 2020. No, Irena, treba začeti čisto začeti. Leta 2006 za ustanovitev podjetja je potrebno namreč tudi podjetniška motivacija, ne samo visoko strokovno znanje. Kot sem omenil, se ponašate v družini, podjetju z visokim znanjem, z diplomami, z doktorati. Vendar kdo je bil tisti pri vas, ki je prevzel podjetniško žilico to odločitev, da vstopite na trg, da prevzamete tveganje in konec koncev, ali se je od leta 2006 do danes kaj spremenilo? Dobar večer, najprej še v mojem imenu, hvala lepa tudi za vabilo, za zaupanje. Zdaj, začetki so postavljeni bistveno pred tem časom. Dejansko je moj oče imel podjetje, ki se je ukvarjalo, še vedno ukvarja z vsemi vrst del pod vodo, to pomeni od gradbeništva, vzorčevanja, snemanja, vse kar se lahko spomnite pod vodo. In nekako prav iz ljubezni do morja, nekega navdušenja prav do rib, oba z bratom sta namreč zelo strastna, podvodna ribiča bila včasih športna in oba biologa, prav tako tudi jaz, sta dejansko nekako ugotovila, da je vedno manj rib v vodi. In to je bilo tisto vodilo, ki nas je nekako pripeljalo do tega, da smo naredili ribogojnico. In 2006. leta je bilo rojstvo podjetja, ki se je ukvarjalo predvsem s trženjem, ne samo z vzgojo samih rib, ampak dejansko s tem, da je treba te ribe tudi prodati v končni fazi. Od tistega leta, ko smo naredili nekaj korakov, so bili v tistem času za naše področje v bistvu smatrani kot skoraj norost. Bili so namreč zelo inovativni, mogoče ne toliko inovativni v splošnem smislu, zato ker to, da narediš neko trgovino na spletu, ni nekaj toliko novega bilo, ampak narediti spletno ribarnico je pa bilo. Dati ribi ime, ne torbici ali pa čevlom, spet nekaj drugačnega. Na začetku iz našega strokovnega področja, iz tega prav našega področja ribjega, zelo slabo sprejeto, splošno javnost pa je v bistvu to pozdravlja lepo. Tako da nam se je zelo veliko spremenilo od takrat. Blagovna znamka pomeni neko določeno prepoznavnost, pomeni pozicioniranje na trgu, čisto drugačno, kot bi si ga lahko drugače nekako sploh uspeli doseči. Vse se je spremenilo, tako bom rekla. Vsak dan se spremenja. Vi ste tam razkrili, kdo je bil tisti izmed treh, najbolj retorično vprašanje, ampak je to sedanja direktorca? V bistvu je tako, v družinskem podjetju je vedno tako, da direktor je tisti, ki dela sicer vse, ampak ni nujno najbolj. Je zelo lahko postati direktor, pa zelo težko biti. Pri nas je bilo to v resnici nekako družinska odločitev, kar se tiče ribogojnice. Je pa res, da sta brat in oče bila tista, ki sta že toliko časa živela to stvar. Jaz sem v času, ko smo podjetje ustanovili, sem še vedno študirala. Meni sta takrat rabila, ko je bilo treba prodati in se je bilo treba znati malo drugače. Je pa tako, v družinskem podjetju vedno vsi sodelujejo, tudi če nisi še dejansko aktivno vključen prav na papirju, si pa drugače. Mislim, da začetnik vseeno
od začetnika sta bila oče in brat, zaradi tega čisto iz te osnovne strasti. Pa treba imeti tudi tako korajže, no tako. Korajže velja povsod. Odločili smo se, da bomo zgradili najboljše gojene ribe na svetu, piše na vaši spletni strani. Vseeno bi se osredotočil na pomen tega visokostrokovnega znanja, ki ga pri vas uspešno prenašate v prakso, Irena. Spomni se, ko ste leta 2006 pred publiko kazali grafe in rezultate različnih študij in ljudje niso čisto vedeli, a zdaj predavate, a prodajate bencine. Kaj se je spremenilo v tem odnosu? So ljudje spremenili pogled? Tisto, česar se mi nismo zavedali na začetku, je bilo to, da je v resnici široko znanje tistega, kar smo mi računali, da ljudje živejo v ribah, zelo visoko. Zato, ker če se splošno javnostno pogovarjaš o tem, kaj so ribe, vsi mislijo, da vejo vse. Ko pa priješ dejansko do dejstva, kaj res vejo, je pa to znanje zelo nizko. In po eni strani tisti grafi predstavljajo tudi to, da ljudem približaš to, kar sploh mi delamo, našo osnovno idejo. Moje osebno mnenje je to, da je neko znanje ali pa neka strokovnost pri vsakem delu, ki ga delamo, zelo koristna, ni pa nujna, to ni nujna. Za mene osebno šole same ne pomenijo toliko veliko, pomeni bolj to, koliko je nekdo iznajdljiv, koliko v bistvu sam uspe svoje ideje nekako izvesti. Je pa pogosto to povezano s tem, da je nekdo tudi potem malo bolj izobražen, zaradi tega, ker se nekako eno z drugim gre v roki. Ni pa, še enkrat ponavljam, nujno. Zdaj, kaj je za nas to pomenilo? Pri nas je bil ta korak dejansko osnovan prav na znanju. Mi smo se odločili za ta projekt res ljubiteljsko. Rekli smo, da bomo naredili najboljše ribe. Moj oče vedno rekel, če nimaš visokih ciljev, jih ne dosežeš. To pomeni, da če bi rekli, bomo naredili še kar dobre ribe, bi bilo lažje, ampak narediti najboljše je seveda težko. Vsak dan se trudimo za to in to v bistvu mora biti, mislim, da je neko vodilo, ki ga bomo imeli čez cel čas, kar bomo delali. Naš ribogojnica se šteje za butik, ne za nekaj velikega. Tisto, kar dejansko mi smo, je to, da smo zelo majhni v primerjavi z drugimi playerji iz našega področja in zato moramo biti bolj iznajdljivi in pri tem sigurno strokovnost pomaga. Ne. Je pa tako, da jaz se spomnim, če pa so bili moji kolegi, jaz sem bila takrat gospa doktor v laboratoriju, kjer sem bila vodja svojega laboratorija in sem se imela v resnici zelo fajn. Ne. In sem prišla v neko okolje, kjer sem zelo malo stvari vedela, zelo težko je bilo v bistvu na začetku. In moji kolegi me niso razumeli, so rekli, kaj ti delaš, zdaj si šla čistati ribe. Ne? In delaš vse, to je bistveno, vsaka stvar, vsako znanje ti samo pomaga lahko, ne more, škodovati sigurno ne more. Ne? Mogoče je zaradi tega, ker kakšno stvar veš malo teže včasih, ampak ne sme ti pa to nekako si misliti, aha, zdaj, ker sem pa jaz doktor, pa ne smem čistati rib. Ne? To pač ni v naših, v mojih okvirih, nekaj ne pride skozi, tako da. Veseli v poduh tudi našim finalistom danes spoznajo, kakšna je realnost. Leta 2012 je bilo v medijih zapisano slovensko znanje za hrvaške ribe. Kaj vas je privedlo do tega, da ste naredili ta preskok, da poženete podjetje tudi na tuje trge? Namreč internacionalizacija je eden ključnih vidikov tudi današnjih podjetij, prodor na tuje trge je verjetno za naš nacionalni trg, pa lokalni, regionalni ključen moment, ampak marsikatero podjetje ima tukaj velike težave. Kako ste se vi lotili tega in ali je ta poteza bila uspešna? Zdaj tako, v bistvu tukaj sta dva aspekta pomembna. Ne? Prvi je to, kje prodajaš svoje izdelke. Ne? Mislim, da je to eden izmed tistih pomembnejših aspektov. Pri nas je bila mogoče situacija malo obrnjena, kot je to običajno. Mi smo praktično na začetku prodali 96% svoje pridelave v Italijo, to pomeni v tujino. In smo s velikim trudom uspeli narediti to, da smo dejansko več začeli prodajati doma. Naša osnovna želja je bilo prodati 0 kilometrov od pridelave do vilice, prodajati lokalno, kjer lokalni proizvodni lahko drugače zaupamo. S tem, da moram reči, da so slovenski trg strašen izziv, taki, ki se ga mi nismo predstavljali na začetku. Zdaj se nam malo ta usmeritev spreminja, namreč zelo lepo smo sprejeti na nemško govorečem trgu, predvsem Avstrija, Švica,
In kljub temu, da v resnici smo že veliko več v Sloveniji prisotni, malo preusmerjamo tudi moči tja, čisto samo zaradi tega, ker je bistveno lažje prodajati, tako povem, z višjimi cenami in mogoče še bolj smo cenjeni tam. Kar se pa tiče tistega znanja na Hrvaško, ne, je pa tako, da mi že nekaj let smo popolnoma razprodani, to pomeni, da ne uspemo z našo pridelavo zagotoviti potreb po tem, kar nas sprašujejo, po dejansko fonda ribi, po naši blagovni znamki. Zato smo se odločili, da bi nekako razširili pridelavo, ampak ker se zavedamo tega, da na tak način, kot delamo, mi ne moramo biti bistveno večji, ker ne bomo uspeli zagotoviti kvalitete, ki je naša osnovna usmeritev. Smo se odločili, da bomo naredili prvo franšizo, eksperiment na Hrvaškem, ampak v smislu tega, da je popolna kontrola iz naše strani prihaja, to pomeni standardi, standardizirano in dejansko popolna preglednost, kar je bilo tudi naše osnovno vodilo. Pri ribah je pač žal pogosto to, da se veliko stvari zakriva, da se pove malo drugače, kot je res, ne. Vedno so sveže, vedno prihajajo iz tam, kjer mi želimo, vedno so divje, ne, ampak pogosto to ni res. Zato smo se odločili, da v našem primeru bo ta stvar popolnoma pregledna in smo naredili še dodatni brand, kar je bilo Fonda Piranski brancin, potem je bil Fonda brancin. Naredili smo tudi, v bistvu vse povedali, dodali celotne razlage na spletno stran, naredili precej veliko promocijo v zvezi s tem in dejansko bilo zelo lepo sprejeto. To je neke vrste začetek te povečave, se pa zavedamo tega, da žal pri tem, kar delamo mi, zelo veliko pomeni tudi teritorij, rečeš žal ali pa ne žal, ne, zato ker po eni strani kvaliteta pri hrani in pri vinu je bistveno na njo lahko vplivamo s tem, odkot prihaja, ne samo s tem, kako delamo. In izdelki, ki prihajajo z določenih drugih regij, ni nujno, da so prav taki. Mi iščemo področja, ki imajo podobne lastnosti kot pri nas, pač že spet tukaj zelo veliko znanja vloženega v to, kje in kaj in kako. Vendar v zadnjem času se zelo poudarja tudi trajnostni vidik. Če sem bil nad čem presenečen nad vašim zelo celovitim poslovnim modelom, ki je predstavljen na vaši spletni strani, namreč, ki se tiče trajnostnega vidika, pravite, Ribogojnica je središče novega življenja. Poleg tega, da je v bistvu nekakšna morska farma ali kmetija, je krati tudi središče novega življenja, zelo podrobno imate tudi opisano, kaj narediti z embalažo, kako jo reciklirati ali uporabiti tudi kot vazo za rože in tako naprej. In podajate tudi številne nasvete glede pozitivnih vplivov rib na zdravje. Tukaj sem slišal celo, da sodelujete z našo univerzo na Primorskem, konkretno z Fakulteto za vede v zdravju. Kako gledate na to, da ste sicer verjetno ne prav pogost primer podjetja, ki tako celovito zajame? Kakšen je odnos podjetja do okolja? Jaz ne maram preveč komentirati drugih, tako bom povedala že prvo. Zdaj tako, trajnost iz mojega gledišča je predvsem to, da ti preživiš. Ni zdaj to, da kar se vse lepo sliši, ne, kar piše na naši spletni strani, v končni fazi je treba preživeti in to je zelo težko. Iz našega načina dela oziroma čisto osnovne odločitve je izviralo to, da naše podjetje mora biti čim bolj usmerjeno v naravi prijazno podjetje, trajnostno podjetje. To podjetje je nastalo iz dejansko ljubezni do narave, do rib, do morja. Če bi naredili nek tujek, ki bi bil v resnici po eni strani dober, zato ker bi mi nekaj zaslužili denarja, ampak slab v tistem smislu, kar pa smo dejansko želeli podpirati, bi v bistvu bilo to velik poraz iz tistega, kar smo si mi želeli. Zdaj, a je to učinkovito ali ne, jaz pogosto rečem, da se za vsako trajnost nekega takega podjetja, kot smo mi, v bistvu odločajo stranke. To pomeni tisti, ki v končni fazi kupi naš izdelek, zato ker je partner v tem, kar mi delamo v našem projektu. In to je, mislim, da zelo veliko zavedanja potrebno, zato ker ljudje, ko grejo v trgovino in pač vidijo nekaj, kar stane €1 več ali pa €2 več, vsakič, vsako odločitvijo, ko naredi, v bistvu podpre nek projekt, ki ni tak, da bi si dal ta denar nekam v žep, pa ga dejansko investira v to, da ne uporablja kemikalij, da dela vse ročno, da je zaposlitev toliko ljudem, da gleda na vsak material, ki ga uporablja, tudi če je dražji in tako naprej. Ne. Tako da trajnost je za mene eden izmed glavnih vidikov, se je pa treba zavedati tega, da ribogojstvo še zdaleč ni trajnostno,
zelo veliko se dela na tem, recimo školjkarjenje, to, kar je ena izmed naših panog, je popolnoma trajnostno usmerjeno, ribogojstvo pa še vedno v sami osnovi, že zaradi tega, ker se uporabljajo krme, ki so tudi deloma narejene iz rib, ne more biti čisto trajnostno, ampak mi se skušamo vklopljati tudi v raziskovanja, tudi vsa tista področja, kjer bi v bistvu lahko čisto na začetku že bili trajnostni tudi z tega stališča. Zaključujemo pogovor. Jaz bi vas izrabil, da našim finalistim, desetim, ki bojo danes prejeli priznanje, seveda ne vsi, najboljši, da jim podate kakšen nasvet, imate za njih kakšen nasvet, kako od podjetniške ideje priti do uspešne podjetniške zgodbe? Jaz moram kot prvo čestitati vsem, tudi unim, ker ne bodo dobili priznanje, ker se mi zdi, da ste pogumni, izjemni. Vsekakor mislim, da je to, da imaš neke svoje ideje in da jih upaš že v takem obdobju, ko večina ljudi še niti ne razmišlja o tem, da bi res usmerjala podjetniško, že toliko spromovirati, da lahko tudi nekako na tako stopnjo prideš, to sigurno pohvalno iz mojega stališča. Tisto, kar je pa moja nasvet, če lahko temu tako rečem, je to, da se vam vsekakor, ne se vam ovire ne zdijo nek poraz, ampak jih vzamete kot izziv in jih probajte premostiti na en ali drugačen način. Te ovire se bodo pojavljale vsak dan, dobesedno vsak dan in to običajno na tistih mestih, ki jih ne računaš. To ne sme biti, ne bo lahko, to povem, in niti en dan ne bo lahko. Ampak mislim, da je potem določene stvari, če uspeš neko uspešnost, vsaj tudi osebno zadovoljstvo dosežeš, da je to že nekaj pomembnega. Jaz mislim, da živeti treba za vsak dan, ki ga delamo in že to, da ste danes tukaj, kdorkoli bo uspel dosežiti priznanje, tudi oni, ki ga ne boste, da ste že s tem zelo veliko pokazali in samo koražni naprej. Dr. Irena Fonda, zahvaljujem se vam za pogovor, za tople besede, za nasvete. Naj vam sam še zaželim, naj bi brancini čim hitreje rasti, pa še hitreje se prodajali. Hvala. To je še en del nasveta, da ne kupujte Fonda brancine, zato ker je zdrav za brain food. Hvala lepa. Hvala lepa, zanimiv pogovor. Tako kot natečaj Podjetna Primorska spodbuja podjetniške miselnosti v regiji in podpira mlade podjetniške upe, tako tudi nocojšnji glasbeni gost, med drugim študent Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, predstavlja mlado energijo v glasbeni umetnosti. No, z nami je bil že v uvodniku in z nami bo tudi tokrat Žiga Rustja, potem pa nam bo pesem Letijo. Tokrat smo? Smo. Le besede so bile, jaz verjel sem tu se. Zdaj se končno le izve, kdo lagal mi je, kdo pa ne. Vsi letijo, letijo, jaz pa kar naprej na te in kričijo, kričijo, a nihče tu nič ne ve. Krila so jim zrasla, da bi leteli do neba. Ti med njimi si bila na poti srečnega sveta. Vsi letijo, letijo, jaz pa kar naprej na tle in kričijo, kričijo,
a nihče tu nič ne ve. In sam bom naprej, kaj bom zdaj, sam bom naprej. Kaj bom zdaj, lepo je, kaj bom zdaj, yeah. Si letija, letija, jaz pa kar naprej nadle in kričijo, kričijo, a nihče tu nič ne ve, sam bom naprej. Sam bom naprej. Nekaj smo poleteli z Luko in Žigo. Hvala lepa, fanta. Na oder pa vabim direktorja Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske, dr. Roka Straška. Spoštovani prorektor, spoštovani dekani Univerze na Primorskem, spoštovani predstavniki pokroviteljev Podjetne Primorske 2014, dragi gostje, dobrodošli na slavnostni podelitvi nagrad najboljšim udeležencem natečaja Podjetna Primorska 2014. Prav poseben pozdrav namenjam letošnjim finalistom natečaja, ki so se s svojimi prispevki uspeli uvrstiti v ožji izbor kandidatov za najboljše podjetne ideje Primorske regije. Univerzitetni inkubator in razvojni center Primorske z natečajem Podjetna Primorska nadaljuje v svojih prizadevanjih povezati akademsko in gospodarsko sfero, pri čemer spodbuja podjetniško kulturo, predvsem med mladimi, študenti, pedagogi in raziskovalci ter ostalimi zainteresiranimi. Svojo infrastrukturo in svetovalno podporo si univerzitetni inkubator prizadeva zagotavljati možnosti za ustanovitev novih, predvsem na znanju temelječih podjetij. Inkubator je vse od svoje ustanovitve do danes pomagal pri ustanovitvi več kot 40 podjetij. Nekatera od njih so danes na trgu zelo uspešna, nekatera tudi v mednarodnem merilu. Izsledki mednarodne referenčne raziskave z področja podjetništva uvrščajo Slovenijo med inovacijska gospodarstva. Razvoj v inovacijskih gospodarstvih temelji na znanju, inovacijah in podjetnosti. Novi izdelki ne nastajajo več samo v razvojnih oddelkih velikih podjetij, ampak tudi na univerzah in njihovih raziskovalnih inštitutih. Po drugi strani se razmere na trgu dela spreminjajo v smeri vse bolj prožnih oblik samozaposlovanja. Te spremembe že vplivajo na profil zaposlitev, organizacijo dela, delovnih mest in nadomeščajo trajne oblike z vedno bolj prožnimi. Samozaposlovanje ni več samo v domeni kulture, temveč je fenomen, ki postaja pretežna oblika zaposlovanja. Izven krize je sicer še oddaljen, vendar nas to ne sme zaustaviti v naših razmišljanjih, idejah in prizadevanjih za prihoden razvoj, ki mora sloneti predvsem na mladih. Spodbujanje kreativnosti, inovativnega razmišljanja, podjetniškega duha so vrednote, ki jih moramo osvojiti, kot jih tudi imeti priložnost razvijati v temu primernem okolju. Zakaj je to pomembno v današnjem svetu? Biti podjeten in gojiti lasten podjetniški duh ni izključno relacija poiskati kupca in prodati izdelek.
je bistveno več kot to in pomeni prilagajati in odzivati se na hitre spremembe, iskati inovativne poti, izostriti predvidevanja in tveganja, optimizirati ekonomski vložek in življenjske resurse. Zato je naša skupna odgovornost, da na mlade prenesemo naše izkušnje in pogum, kako lastno znanje organizirati v uspešno poslovno idejo in življenjsko pot. In ravno to na univerzitetnem inkubatorju počnemo. Zagotavljamo okolje za udejstvovanje kreativnih, prodornih in izvirnih zamisli ter pomagamo pri njihovem uresničevanju. Inkubator tako ponuja študentom in diplomantom svoje prostore, infrastrukturo in podjetniško svetovanje za zagon novoustanovljenih podjetij. V sodelovanju z Univerzo na Primorskem pa ponuja tudi razne izobraževalne programe ter aktivnosti kariernega svetovanja. Naj povzamem še nekaj dejstev o letošnjem, že 8. natečaju Podjetna Primorska, ki potrjuje, da med ljudmi, še posebej pa med mladimi, obstaja podjetniški duh, vendar za realizacijo poslovnih idej in zagon novega podjetja le-ti potrebujejo podporo in predvsem posluh. Organizatorji natečaja smo letošnjega izvedli v 2 kategorijah, optimist in navigator, z namenom zagotoviti ustrezno podporo po meri tistih, ki še nimajo podjetniških izkušenj in tistih, ki so se s podjetniškim življenjem že srečali. Kandidati so znanja pridobivali na podjetniških delavnicah, svojo idejo so nadgrajevali z mentorji in svetovalci, tako da so ustrezno pripravljeni za zagon svojih podjetij, oziroma uresničitev svoje podjetniške ideje. Tudi letos pričakujemo, da bodo udeleženci natečaja zbrali dovolj poguma in drznosti ter ustanovili perspektivna podjetja, ki bodo ustvarila nova delovna mesta in prispevala k rasti in razvoju Primorske regije. Vsem finalistom Podjetne Primorske 2014 želim čimprejšen zagon in uspešno pot v poslovnem svetu. Ob vabilu sodelovanju na naslednjem natečaju Podjetna Primorska 2015, ki bo še naprej spodbujal podjetniški kulturi in inovativnem razmišljanju ter pomagal pri ustanovitvi novih, tržno naravnanih podjetij, bi se želel posebej zahvaliti vsem pokroviteljem in podpornikom, ki so omogočili, da smo uspešno izpeljali letošnji natečaj. Najprej bomo na oder povabili skupine, ki so tekmovali v kategoriji Optimist. Kot prvo vabim predstavnico skupine No Waste, Metko Šori. Gospa Šori, ostanite kar z nami na odru. Naj se nam pridruži tudi predstavnica skupine Rozmarina, Izabel Petronjo. En aplavz za skupino Optizir, na oder vabim Andreja Gobino. V kategoriji Optimist je tekmovala tudi skupina Skin. Pospremimo na oder z aplavzom predstavnico Branko Poljak. Čestitke gredo tudi skupine Športnik.net. Na oder vabim Matevža Preca. Ne nadaljuje z delom kar tako naprej skupina Psihopreventiva. Na oder pa vabim Tašo Cucek. Naj roke zaploskajo tudi skupini Telesna vzgoja. Na oder pa naj pride Jan Hrvatin. Hvala lepa. Še enkrat prosim en aplavz. Sedaj pa še skupine, ki so tekmovali v kategoriji Navigator. Na oder vabim predstavnika skupine Air Medical Clean, to je Jana Kozloviča. Verjamem, da bo marsikdo zelen od zavisti, ker bom na oder povabila tudi predstavnika skupine Green, to je Andreja Erzetiča.
Zaploskajmo tudi skupini Peleti Booking in pozdravimo predstavnika skupine Marija Barukčiča. Nadaljujemo skupino Začne znova. Čestitke pa skupini in predstavnici Snežani Muzica. In zaploskajmo še zadnji skupini, je Cover Case in predstavniku skupine Aleksu Bratuši. Aleksa ni. Še en aplavz prosim za vse. Čestitke. To so torej naši finalisti. Hvala lepa za zdaj. Hvala lepa, gospe in gospodje. Preden zaključimo z našim v bistvu nocojšnjim zadnjim nastopom, bi rad tudi osebno čestital, tukaj od zadnji sem opozoval vse vaše ideje. Hvala vam, zaradi vas in takih ambicioznih ljudi smo, oziroma ste izumili kitare, take zadeve, pa takšne zadeve, da lahko igramo kitaro, pojemo skupaj, tako da hvala, vaše ideje zelo pomagajo tudi na drugih področjih. Nisem edini, ki živi za te strasti. Nisem edini, ki se v ritmu prepusti. Za mene je le papir, za mene cel roman. Ker to je edina pot, po kateri hodit znam. Ko se nad mano prižgejo luči in tuje roke mi dajo moči, takrat se ustavi vse, kar beži in jaz zaprem oči. Je kapitan ugasnil domišljije ved. Zapirajo nam vrata in podpirajo nemir. Za ene je tole stroj, za mene to je zrak. Ker to je edina pot, ko meni pade mrak. Ko se nad mano prižgejo luči in tuje roke mi dajo moči, takrat se ustavi vse, kar beži in jaz zaprem oči. Ko se nad mano prižgejo luči in tuje roke mi dajo moči, takrat se ustavi vse, kar beži in jaz zaprem oči.
lep večer naprej. Strokovna komisija je med poslovnimi načrti v kategoriji Optimist izbrala najboljši študentski projekt. No, prosim, da se mi na odru pridružita predsednik strokovne komisije, dr. Jaka Vodnjal in izredni profesor, dr. Štefko Miklevič, prorektor za znanstveno, raziskovalno in razvojno delo na Univerzi na Primorskem. Najboljši študentski projekt je bil izbran med podjetniškimi skupinami, ki so tekmovali v kategoriji Optimist. Nagrada je dodatna spodbuda za podjetniški tim, katerih vsi člani so študenti. Nagrajenec za najboljši študentski projekt prejme voucher v protivrednosti 1500 € in brezplačen najem poslovnih prostorov v inkubatorju za obdobje 1 leta. Voucher bo nagrajenec lahko izkoristil za paket svetovalnih in drugih storitev podpornega podjetniškega okolja. Gospod Vodnjal, prosim, razkrite nam, čigava poslovna ideja je osvojila nagrado za najboljši študentski projekt. Dober večer. Napetost čutim, da raste in prav je tako, ker zdaj gre prav zares. Če bi imeli tukaj bobnarja, bi pričakovali tuš, žal take kitare, na katere bi se dalo igrati tuš, še niso iznašli, mogoče poslovna priložnost za kdaj kasneje. Ja, med veliko dobrimi smo morali izbrati najboljše in zmagovalec za najboljši poslovni načrt v kategoriji študent je projekt Optizir. Še ena skupinska fotografija. No, odr vabim direktorja Zadružne Kraške banke, gospoda Alessandra Podobnika. Nadaljujemo vam z razglasitvijo najboljšega poslovnega načrta v kategoriji Optimist. V kategoriji Optimist so tekmovane skupine, katerih člani nimajo predhodnih podjetniških izkušenj ali drugih vodstvenih izkušenj. Projekti v kategoriji Optimist so se potegovali za voucher v protivrednosti 3000 € in leto dni uporabe spletnega računovodskega programa Minimax. Voucher zajema paket svetovalnih in drugih storitev podpornega podjetniškega okolja. Dr. Vodnjal, prosim vas, da nam razkrijete še to ime zmagovalca. Zmagovalec za najboljši poslovni načrt v kategoriji Optimist je pravzaprav zmagovalka, ker ima tudi projekt, pravzaprav žensko ime, imenuje se Rozmarina. Čestitke, mlada dama. In za zdaj še na oder vabim podeljevalca nagrade za najboljši poslovni načrt v kategoriji Navigator, magistra Borisa Širca, direktorja Adrantik Slovenike poslovne enota Koper. V kategoriji Navigator so se pomirile podjetniške skupine, katerih člani že imajo podjetniške izkušnje v preteklosti. Projekti v kategoriji Navigator so se potegovali za voucher v protivrednosti 3000 € in leto dni uporabe spletnega računovodskega programa Minimax. Voucher bo nagrajenec lahko izkoristil za paket svetovalnih in drugih storitev podpornega podjetniškega okolja. In še zadnjič danes, dr. Vodnjal. Ja, še zadnji nagrado nocoj osvoji v
kategoriji navigator, projekt Green. Ja, očitno sem imela prav, ko sem rekla, da bodo zeleni od zavisti, da bodo green. Kaj, tukaj imamo še enega zmagovalca, prosim, še en aplavz za vse. No, medtem ko fotografi opravljajo svoje delo, da izkoristim to priložnost, da se zahvalim prav vsem partnerjem in pokroviteljem, ki so omogočili izvedbo natečaja projekta Primorska 2014. No, v duhu inovativnosti in podjetnosti pa vas že sedaj vabim še na pogostitev, ker boste lahko nazdravili zmagovalni poslovni ideji, tudi istkali nove poslovne vezi z bodočimi podjetniki. Še enkrat hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu in lepo se imejte še naprej. Srečno in uspešno!